Izrael je dežela Biblije, dežela prerokov. Ampak niti treba biti prerok, da razumeš, kam stvari tukaj vodijo. Dovolj je, da razumeš dva pomembna dogodka, ki sta se ta teden zgodila v regiji. Vse, kar moramo storiti, je opazovati okoliščine, razumeti človeško naravo, se spomniti zgodovine in poznati namene naših sovražnikov. Glede svojih namenov so, mimogrede, zelo odkriti. In potem, badabing, badabum, lahko predvidimo, kaj lahko tukaj pričakujemo, prav tako dobro kot katerikoli od starodavnih prerokov. Vsi smo že slišali za pojem megla vojne. Nanaša se na negotovost, zmedo in pomanjkanje zanesljivih informacij, ki jih doživljajo predvsem poveljniki in udeleženci med vojaškimi operacijami. Opisuje dejstvo, da ko se konflikt enkrat začne, nič več ni zares jasno. Ne samo na samem bojišču, ampak tudi vse, kar ga obdaja. Če v enačbo dodamo še medije, se stvari še poslabšajo. Imamo dodatno težavo pri razločevanju resnice, dejstev ali geopolitičnih realnosti med razvijajočo se krizo ali konfliktom, kjer poročila prihajajo hitro, si nasprotujejo ali so senzacionalistična. Vemo, kako se vojna začne, nikoli pa ne vemo zagotovo, kako se bo končala. Glavni konflikt z Iranom trenutno prevladuje v novicah, ustvarja vizualni in psihološki učinek žarometa. Vsa operativna pozornost, diplomatske dejavnosti in obveščevalni nadzor se naravno usmerjajo k neposrednim grožnjam. To so lahko raketne poti, odzivi proksi sil, jedrski objekti in pragovi za stopnjevanje ter diplomatska predstava. Megla vojne narekuje, da medtem ko vsi gledajo neposredno v glavni ogenj, sekundarni in drugi akterji izkoristijo dimno zaveso, da se prerazporedijo. To je tisto, s čimer se trenutno soočamo ob dogodkih, ki so se zgodili ta teden. Navajeni smo, da novice dobivamo po temah, eno za drugo, vsaka lepo zapakirana, vse po vrsti, vsak dan zaokrožene in pripravljene za takojšnje spremljanje. Vzemite svoj dnevni odmerek in pojdite naprej. Naslednji dan se vrnete po še en odmerek. Včasih dobimo kakšno posebno poročilo z nekaj dodatki k običajni formuli. Ne odstopajo preveč od običajnega, nočejo stvari preveč zaplesti. Mediji so nas programirali za kratek razpon pozornosti. V poznih 80-ih, sredi 90-ih so postali oddelki za zabavo in novice. In to vse pojasnjuje. Ko je Disney kupil ABC, Warner Brothers pa prevzel CNN, so informativne oddelke nehali obravnavati kot javno službo in jih začeli voditi kot zabavne izdelke. Novice so začele uporabljati zabavniški scenarij, dramo, enostavne zlikovce, hitro dogajanje in popolno osredotočenost na en sam pripovedni lok. Megla vojne, ki jo danes vidimo, ni naključje. Je naravni rezultat medijev, ki so zgrajeni za gledanost in zabavo, ne pa za strateško analizo. Vzpon platform družbenih omrežij je vse skupaj še poslabšal. Stvari moraš skrajšati na tempo TikToka. Držati se morajo tistega, kar je trendovsko in privlačno. Poenostavijo stvari na raven ponavljajočega napeva in privlačnega slogana, poenostavijo zapletene teme in nagrajujejo predstavo namesto dejanskega znanja in razumevanja. Življenje ne deluje tako. Medtem ko se mediji osredotočajo na ponavljanje preprostosti in prežvekovanje že zaužitih vsebin, je resničnost zapletena in se hkrati oblikuje v več smerih. Ena stvar vpliva na druge, vsaka na to vpliva in se širi v številne različne smeri. Torej, medtem ko je svet osredotočen na konfrontacijo z Iranom, se je ta teden v Meki zgodil izjemno pomemben geopolitični dogodek. Savdski prestolonaslednik Bin Salman, turški predsednik Erdogan in pakistanski premier Šarif so se sestali, da bi uradno podpisali meški skupni obrambni sporazum. Tri najmočnejše države s sunitsko večino na svetu so uzakonile pakt o medsebojni obrambi s ključno klavzulo, ki spominja na 5. člen NATO, torej napad na eno je napad na vse. Zdaj vam bojo medijski analitiki povedali, da to, kar vidimo tukaj, pomeni, da zalivske države ne čakajo več na zahodna varnostna jamstva. Aktivno gradijo samozadostne regionalne varnostne strukture stran od oči javnosti. In ti novinarji imajo prav. Lahko bi tudi dodali, da se ta sunitski trikotnik pripravlja na obdobje potem ustvarja mogočno silo, ki preoblikuje celotno ravnotežje moči na Bližnjem vzhodu še dolgo potem, ko bo iranska grožnja mimo. In to je tudi dober povzetek dogajanja. Torej, če mediji pravilno poročajo in analizirajo, kaj je potem moja poanta? No, mnogi so manj pozornosti namenili drugim dogodkom, ki so vsi povezani med seboj.
V nekaj urah po podpisu sporazuma v Meki so iranske posredniške sile v Jemnu in hutijevske sile prvič po 4 letih izvedli velik napad na savdske objekte in razglasili pomorsko blokado Savdske Arabije, okrepili napade na naftne tankerje v Rdečem morju in Adenskem zalivu ter grozili ključni saudijski energetski infrastrukturi. Da bi bilo še huje, poročila kažejo na vse večje usklajevanje med Hutiji in proiranskimi iraškimi milicami, s čimer dejansko ustvarjajo grožnjo na dveh frontah, tako s severa kot juga, proti savdijskim pristaniščem, letališčem in energetskim središčem. In kje, se sprašujete, sta bila nova partnerja Meškega pakta? Turčija in Pakistan. Medtem ko se je vse to dogajalo med Savdsko Arabijo in Hutiji. No, osredotočata se na koga drugega kot na Jude. Erdogan nadaljuje svojo običajno protiizraelsko retoriko. Tu ni nič novega. Zdaj pa imamo pakistanskega obrambnega ministra Kavabanga Asifa, ki je v preteklosti Izrael imenoval rakasta država, zlo in prekletstvo za človeštvo. Poziva ves muslimanski svet, naj se združi proti državi Izrael. Pravkar so podpisali pakt in že izpodbija legitimnost države Izrael, saj dvomi o njeni nacionalni pristnosti in jo imenuje lažen projekt, ki se opira na britanski kolonializem in Balfourjevo deklaracijo. Čeprav je bil, tako kot v primeru Palestincev ali Jordanicev, tudi Pakistan v veliki meri ustvarjen na podlagi britanske intervencije. Povej nam, kaj si želijo, kaj si res želijo. Res si želijo zagosti cionistom. In za povrh vsega, v Izraelu smo ta teden izvedeli za poskus arabskih držav, da bi nas prevarale. Wow! Presenečenje. Po poročanju razkritega obveščevalnega poročila je ena arabska država v regiji nedavno dala zelo specifičen nasvet drugi arabski državi na tem območju. Rekli so jim, kar, pokažite taktično prilagodljivost, podpišite mirovni sporazum z Izraelom in potem, v trenutku, ko boste vojaško pripravljeni, prelomite ga in sprožite napad na Izrael. To prihaja iz države, ki naj bi bila v miru z Izraelom, in svetuje drugi državi, ki jo trenutno pozivajo, naj sklene mirovni sporazum z Izraelom. Vaše ugibanje, katere države so to, je tako dobro kot moje. Rekli so arabska država in ne muslimanska država. Tako da vemo, da to nista Francija ali Španija. In Irska v zadnjem času ni naredila nobenih miroljubnih potez do Izraela. Tako da tudi to niso oni. V vsakem primeru, boj proti Izraelu ne izhaja iz prizadevanja za rešitev dveh držav ali izboljšanje razmer Palestincev, ampak iz samega dejstva, da Izrael obstaja. Temu so dodane še farse o miroljubni rešitvi v Libanonu in Gazi. In trenutno se vse skupaj zvede na to. Kar vidimo in doživljamo, je vse zgolj navidezni mir, ki ga orkestrirajo libanonska vlada, Hezbolah in regionalni posredniki za mir. Tako kot tisti, ki demonstrirajo za Palestino, ali člani flotile in aktivistične skupine, ki jih poganja družbena omrežja, vsi oni se obnašajo, kot da jim je res mar, kot da si želijo doseči pomemben diplomatski uspeh. V resnici pa vsi strežejo muham zlobnih entitet z izgovori, upravičevanji in popuščanjem, namesto da bi postavljali zahteve, pogoje in ultimatume. Bolj jih skrbi, kako izgledajo na družbenih omrežjih in kakšen vtis lahko ustvarijo, kot pa kakršnikoli resnični dosežki. In tu je tudi finančni element. Vse te države upajo, da se bodo okoristile s to predstavo, tako kot ljudje izkoriščajo palestinsko stvar za svoj lasten dobiček. Ne gre samo za kazanje moralne vzvišenosti, ampak tudi za finančno korist z izplačili za dejavnost. Tako kot Palestinci plačujejo za seznam, aktivisti počnejo enako. Plačujejo za paket objav na družbenih omrežjih. In arabske vlade upajo, da bodo dobile ameriško pomoč. Arabci, ki se imenujejo Palestinci, izkoriščajo palestinsko stvar zato, da postanejo milijarderji. Aktivisti dobijo visoko plačane službe v mednarodnih organizacijah. Torej, ne gre za mir ali Palestince, ali Gazo, ali katerikoli izmed številnih izgovorov, ki jih uporabljajo, da upravičijo svoj poskus uničenja države Izrael. Prejšnji konec tedna je minila obletnica pokola v Hebronu, leta 1929. Hebron, mesto naših praočetov in pramater, Abrahama in Sare, Izaka in Rebeke, Jakoba in Li. To je bilo mesto z najdaljšo zgodovino judovske prisotnosti, ki sega 3000 let nazaj. Leta 1929 ni bilo nobene okupacije, nobene judovske države. Nikoli niso potrebovali izgovora. Šlo jim je le za to, da pokažejo svojo prevlado, izničijo tamkajšnjo judovsko skupnost in jo spremenijo v ruševine. In Judje v Hebronu leta 1929 niso imeli nikogar, ki bi jih zaščitil. Zdaj, ko imamo zaščito in zdaj, ko so videli, kaj lahko naredimo vsakomur, ki se vtika v nas, se morajo zateči k prevari in izdaji.
Prevara, izdaja in budnost niso le trenutna vprašanja. Še enkrat lahko vidimo, da nam Svetopismo ponuja pričevanje o tem, kako se ljudje obnašajo. Nič ni novega, le igralci se menjajo. Kar je bilo, bo spet. Kar je bilo storjeno, bo spet storjeno. Človeška dejanja, boji, dosežki se nenehno ponavljajo skozi generacije. Imamo ponavljajoče se cikle namesto linearnega napredka. Uhajanje informacij o taktični prilagodljivosti in podpisovanju miru za znižanje naše pripravljenosti, o čemer sem pravkar govoril, no, vse to se je že zgodilo prej. V Jozuetovem 9. poglavju so Gibeonci vedeli, da ne morejo premagati izraelske vojske, ki jo je vodil Jozue. Ker so se bali izraelskega osvajanja, so poslali odposlance v ponošenih oblačilih in s plesnivim kruhom, da bi prevarali Jozueta in ga prepričali, da prihajajo iz daljne dežele ter iščejo mirovno zavezo. Izrael je podpisal pogodbo, ne da bi povprašal Boga ali preveril njihove namene. Šele 3 dni kasneje so odkrili, da so bili Gibeonci njihovi neposredni sosedje, ki so uporabili diplomacijo kot orožje za preživetje in prevaro. Potem je tu še zgodba v knjigi Nehemija, 950 let kasneje. Medtem ko je Nehemija gradil obrambo Jeruzalema, ga sovražniki niso le napadli, poskušali so se pogajati. 5-krat so ga poklicali dol na ravnino, na diplomatske pogovore. Želeli so ga zamotiti, mu odvrniti pozornost in ustaviti delo. Nehemija je vedel, da ni vsak poziv k dialogu iskren. Včasih je to le hrup, namenjen temu, da ti odvrne pogled od zidu. Vse to nam samo pokaže, kako zelo moramo budno paziti in opozarjati na nevarnosti, ki se približujejo zidu. V 33. poglavju Ezekiela prerok govori o stražarju na zidu. Stražar ni nujno, da je prerok, mora imeti odprte oči, videti meč, ki se približuje na obzorju in zatrobiti na rog. V svetu, kjer mediji vse uspavajo s poenostavljenimi zgodbami, je naša naloga, da ostanemo na zidu. Pogledamo onkraj megle in pokažemo, kje se zbira prava grožnja. Sem Daniel Simon. Hvala, da ste se mi pridružili tukaj v oddaji Straight Up iz JNS TV Studios v Jeruzalemu, Izrael. Šabat šalom in se vidimo spet naslednji teden.